Komunikacija z zaposlenimi o trajnostnem prihodu na delo ni nekaj, kar je enostavno, ne obstaja nek silver bullet, ki bi rešil vse probleme. Zagotovo je pa dober prvi korak že to, da dobro poznamo tako navade naših zaposlenih, poti, ki jih rabijo opraviti, kot pa neke tudi čist človeške ovire, probleme, s katerimi se soočajo. Če dam primer, nekdo, ki živi zelo daleč stran od delovnega mesta, si ne more privoščiti, da bi prišel v službo peš, da bi prišel s kolesom, ker bo to trajalo preveč časa. Mogoče tudi ceste niso varne in tako naprej. Po drugi strani se mi zdi, da vsi, ki se ukvarjajo s tem, da spodbujajo trajnostno mobilnost v podjetjih, morajo razumeti, da življenje zaposlenih ne poteka samo med domom in službo, ampak da imajo številne opravke, da imajo otroke, ki jih morajo pobrati v šoli, da imajo sami neke hobije, krožke, stvari, ki jih rabijo opraviti v tem dnevu. Tako da je pač vse mobilnostne navade so povezane tudi s tem, kar se dogaja izven konteksta poti delo in dom. Verjetno se vi, ki se ukvarjate s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, zavedate okoljskih posledic takšnega vedenja. Če pridemo v službo z vlakom, peš, s kolesom, bistveno prispevamo k zmanjšanju emisij in k nekim prednostim za okolje. Se je pa treba zavedati, da mogoče zaposlenih ne bodo prepričali ti argumenti. Mogoče so neki razlogi, ki so bolj prepričljivi za posameznika, to, da raziskave kažejo, da so ljudje, ki pridejo v službo peš ali s kolesom, bistveno manj pod stresom, da se bolj počutijo, imajo več energije. Definitivno so tudi bolj zdravi in fit. Ta argument športa se mi zdi, da je v Sloveniji mogoče kar učinkovit, glede na to, da veliko nas športa v prostem času, zakaj ne bi mogoče teh dveh aktivnosti združili. Kar se tiče sopotništva, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza, je pa en močen argument, sploh v zadnjem času, tudi to, da na ta način lahko ljudje prihranijo veliko denarja. Tukaj je mogoče en vzor, malo nenavaden, ampak aplikacije, ki pomagajo ljudem, da se odvadijo od kajenja, so en fin primer. Tam ti direktno računajo, koliko denarja prihraniš za vsako škatlico nepokajenih cigaret. In enako je možno narediti tudi z vsakim kilometrom, ki ni prevožen z osebnim vozilom. Definitivno je prvi korak pri spodbujanju trajnostne mobilnosti v podjetjih to, da pokažemo zgled. Zdaj, jaz sem prepričana, da to mobilnostni menedžerji že počnejo, da prihajajo v službo na trajnosten način. Pomemben korak je, da začne trajnostno prihajati na delovno mesto tudi vodstvo. Se pravi, če vodilni pridejo na delovno mesto z avtomobilom, vsi drugi so pa obvezani priti peš ali pa s kolesom, se zna marsikdo počutiti, da je oškodovan, da se mu dogaja krivica. Tako da je sigurno to, da tudi vodstvo uporablja kolo, javni prevoz, tako naprej, pomembno. Že ta zgled prispeva k temu, da se zaposleni opogumijo, da vidijo, da se da, in bodo mogoče tudi sami lažje prevzeli te navade. Naslednja zadeva, ki je pomembna, je to, da so te komunikacijske, finančne, infrastrukturne spodbude trajne, da to ni omejeno samo na Evropski teden mobilnosti ali pa na dan trajnostnega prihoda v službo. Naj imajo zaposleni na voljo vse možnosti, da trajnostno prihajajo vsak dan. Tretja mogoče zadeva, ki bi jo bilo fino razmisliti, potem ko so nekako zgledi in trajnost vzpostavljeni, je pa to, da naj podjetja začnejo razmišljati o infrastrukturi. Ali lahko kupijo službena kolesa ali pa električne skiroje za neke krajše službene poti. Ali lahko uvedejo souporabo službenih vozil za tiste poti, ki jih res ni mogoče opraviti peš ali pa s kolesom. Ali lahko zaposlenim kupijo kolesa, zato da pač dejansko čist fizično zagotovijo nek trajnosten prihod. In pa mogoče razmišljati o pokritih kolesarnicah, ki so zaklenjene, ki so na suhem pred dežjem. Podjetja v tujini že uvajajo recimo garderobe, tuše, zadeve, ki bistveno olajšajo nekomu, ki se je malo preznojil, da se preobleče in gre potem zadovoljen in čist na delovno mesto.
Zagotovo se da pa tudi narediti kaj v smeri spodbujanja sopotništva. To so recimo, jaz bi predlagala kakšen WhatsApp kanal ali pa posebno skupino na intranetu, ki je namenjena temu, da se ljudje dogovarjajo, da na delovno mesto pridejo skupaj in da uporabijo za to čim manj osebnih avtomobilov. Tako kot večina sprememb na delovnem mestu, tudi sprememba prihoda na delo ne bo dobro sprejeta, če zaposleni niso vključeni v proces spremembe že od samega začetka. Zdaj, že raziskovanje lokacij, kjer živijo zaposleni, raziskovanje možnosti, ki jih imajo, da pridejo na delovno mesto, je priložnost, da zaposlene vključimo. A ne? To so lahko delavnice, ankete, kakšne druge oblike vključevanja, na katerih se lahko z zaposlenimi pogovorimo, kakšne so trenutno njihove ovire, kakšne so možnosti in kje vidijo priložnosti za spremembo mobilnosti. Naslednji korak je definitivno raziskovanje njihovih potreb. Mogoče je kolesarjev malo in potem nima smisla graditi pokrite kolesarnice, ampak tega ne moramo vedeti, če se z zaposlenimi ne pogovarjamo. In ko se začnejo takšni programi uvajati, je fino to nadzirati, preverjati in tudi po kakšnem letu, dveh vprašati zaposlene, kje pa oni vidijo možnost za spremembo, kaj se jim zdi fino, kaj pa se jim zdi mogoče povsem odvečno in bo to na koncu izboljšalo celo kampanjo, pa tudi pocenili stroške. Fino se je zavedati, da smo ljudje bolj pripravljeni spremeniti svoje vedenje ob nekih večjih dogodkih, naprimer življenjskih prelomnicah, kot je nova zaposlitev, napredovanje, menjava delovnega mesta, ali pa tudi selitev recimo v nov kraj bivanja, in pa tudi ob večjih dogodkih, na katere mogoče nimamo vpliva. Zdaj dva, ki mi prideta na misel, sta recimo epidemija koronavirusa, ki je popolnoma spremenila naše vedenje, pa tudi recimo podražitev energentov, ki se je zgodila zaradi geopolitičnih razlogov. To je tudi ena fina priložnost, kdaj je mogoče dobro začeti s kakšno novo mobilnostno prakso. Poleg vodstva, poleg zaposlenih, imajo podjetja v bistvu večje vplivno območje. Vsa dobivajo obiskovalce, neke poslovne partnerje, ljudi, ki pridejo na lokacijo, kjer se nahaja podjetje, in en čist preprost in učinkovit način, kako spodbujati trajnostne prihode tudi pri obiskovalcih, je to, da se vsak e-mail, ko se dogovarjamo za sestanek, doda vse možnosti, kako lahko zdaj ta obiskovalec pride do podjetja na trajnosten način. Nekatera podjetja to že delajo. Mislim, da je to ena majhna zadeva, ki bo bistveno izboljšala število parkiranih vozil pred lokacijo podjetja.